Evo, ponovno z vami v oddaji Moj odnos do zdravja. Tokrat bom gostila Lejo Kunaver, makrame umetnico, ki nam bo povedala o povezovanju z naravo, soočanje s svojimi strahovi skozi makrame umetnost in vsem, kar pride zraven. Predvsem pa na koncu prisluhnite, kako svojo ustvarjalno energijo povezati s svojo seksualno energijo, maternico in srcem. Vabljeni, da prisluhnete prav tej oddaji. Dobrodošli. Drage gledalke, cenjeni gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Neja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Danes sem v goste povabila Lejo Kunaver. Ona čudovito oblikuje makrame dekoracije s kristali in ustvarja iz podob iz narave, zelo je povezana z naravo in njeni talenti se kažejo prav v tem, kako črpa iz bogate energijske vibracije v naravi. Dobrodošla, Leja, v oddaji Moj odnos do zdravja. Ja, najprej najlepša hvala za vaše povabilo. Ja, v bistvu prav res v makrame vključujem kar se da naravo, v bistvu iz nje črpam največjo inspiracijo, tako da narava in makrame vozličkanje, to gre nekako z roko v roki, brez tega pač ne pride do idej, pač to je moj način izražanja, tako da redni sprehodi v naravo, sploh pač kakšni hribi pa to mi dajejo tisti zagon pa navdih, potem pa, ko pridem domov, se dol usedem in poskušam vse te vtise, ki sem jih dobila v naravi, nekako prenesti v te svoje makrame izdelke. Pa tudi že sami kristali, pač izhajajo praktično iz narave, jaz to pravim, da so taki naši življenjski sopotniki, čist živi del narave, ki ga imamo lahko vedno ob sebi. In če njim prisluhnemo, pač tudi dobimo marsikatera navodila in sporočila, pa me lepo pol vodijo skozi proces ustvarjanja. Ja, velikokrat na Facebooku vidim ali pa na Instagramu vidim, kako si v naravi. Praktično se mi zdi, kot da si zlita z naravo, kot da si v bistvu del narave. In kdaj si ti ta občutek že dobila, da si del te narave? Meni se zdi tako, kot da si ena vilinka in tudi se včasih praviš, da ustvarjaš vilinske vzorce v svojem nakitu in dekoracijah. Ja, res, v bistvu to se je začelo že kar zelo zgodaj. Pač vse od otroštva sem povezana z naravo, to se je pa kazalo tako, ko sem pač hodila iz šole domov. Sem vedno zamudila, kdaj je bila tista ura za kosilo, pa kdaj sem mogla biti doma. In me je vedno pritegnil travnik vmes ali pa kakšno drevo in me je to toliko absorbiralo, da sem pol splezala na drevo in sem jaz pozabila na ves čas nalogo, da jo moram narediti ali pa karkoli. Sem samo želela biti tam s tisto energijo. To mi je dajalo nekaj, kar doma pač nisem prejela, ker se nisem najbolj počutila varno v svojem domačem okolju in sem v bistvu na tak način takrat skozi bežala nekam drugam. In narava je bila pa tako moje pač varno zatočišče, tisto zavetje, kjer sem se jaz počutila v redu, kjer sem se počutila povezano s tem in potem sem jo začela raziskovati tako na najrazličnejše načine. Že zelo hitro sem začela nabirati razne rožikse, doma sem potem sama v sobi pač delala herbarij, za katerega nisem nobenemu sploh pokazala. Tako da pa se učila od teh rastlin, rada sem poslušala tudi svojega ata, ki mi je pripovedoval o vseh živalih, o ptičkih, kako se oglašajo, kako biti pozorna, kako prepoznati, za katero ptico gre. In potem sem to prenesla, ker sem se sama sprehajala pač po naravi, da sem ugotavljala, pač, kako se lahko povežem s tem, katera ptica se zdaj oglaša. In so bili v bistvu moji pač prijatelji več ali manj narava pa živali. No, pač tukaj sem našla
sem najbolj stkala močne odnose. Tako da je že kar. Koliko si bila takrat stara, ko se je to že začelo? V bistvu kar pri 6 letih, Pri zaradi 6 tega, ker letih že. ja, jaz nisem prej hodila v vrtec, ne, ta stik zaradi celiakije, pač, ko imam to avtoimuno bolezen, niso točno pač vedeli, kaj to je in so rekli, da pač ne želijo pač s tem kaj prav preveč opravka. In sem bila že zelo hitro potem pač sama doma oziroma pri moji mami v šivalnici, kjer so hodile starejše stranke in pač vse, kar sem poznala, so bili starejši ljudje. Potem, ko sem šla pa v malo šolo oziroma potem v 1. razred, je bil pa moj največji šok, ko sem bila enkrat vržena med vrstnike in to mi je bilo pa popolnoma nepoznano okolje in potem je bila pač ta narava, tisto zatočišče, ki se mi je zdelo, da nekako ne vzpostavim tiste konekcije, tistega odnosa, kakor bi mi bilo sicer naravno, če bi najbrž hodila že v vrtec, ne. In ja, tako pa potem najdeš neko svojo pot, pa to pa tudi videla sem, da sem nekako malo bolj drugačna, da sem izstopala od drugih, da sem zelo hipersenzibilna, zelo hitro so me zmotili kakšni ti bolj, kako bi rekla, bolj glasni zvoki ali pa pisanje več svinčnikov med poukom, pa to zelo težko sem se zbrala na take stvari, a ne. V naravi so bili pa ti naravni zvoki prisotni in sem videla, da tam pa začutim neko umirjenost, pa to ni te nervoze, ki sem jo tam doživljala, ni vse te tesnobe, pa to tako da pač ja, je narava kar tista moja stalnica za vse tegobe in probleme, ki pridejo naproti skozi življenje. Se pravi, je harmonija, ki jo čutiš v naravi, tista tvoja psihologinja ali pa učiteljica, mentorica, tudi skozi te kreacije, ki jih delaš. Ja, res je. Dostikrat tudi sama rečem, da je v bistvu narava moj naravni antidepresant pa moja psihoterapija. Taka pač čisto zastonjska, za katero ne rabim nič vložiti, razen to, da se usedem v avto, odpravim, poiščem ti svoj kotiček, tja, kamor me pokliče in samo zaupam in sledim temu. Tako da pač tudi sploh hribi, no, zadnje čase sem zelo vzljubila to solo hiking, pač da tudi svojemu partnerju doma pač izrazim željo, da mogoče kdaj ne greva skupaj, ampak da si želim pač, da se prav sama podam v hribe za cel dan, če se le da, zaradi tega, ker vidim, koliko mi to ogromno daje, da pač hribi so taki neizprosni v resnici in te ne pustijo, da bežiš stran od sebe, ne. Res si soočam z vsem balastom, ki ga imaš v sebi in potem to po poti predeluješ in na vrhu, ko prideš, se mi zdi, da kar doživiš neko tako dušno prebojenje, tako to jaz doživljam. Kot neka duhovna pot, ki pa je tam zame pač prisotna. Ja, prav, mislim, ne bi rekla ekstaza, mogoče kot neka osvoboditev vsega, kar se je nabralo pa to in se zgodi ena taka pomirjenost, stanje, ki samo si in ko doživiš pač res tisto majhnost in to veličastnost tega stvarstva in pač lahko občutiš na koncu le eno popolno predanost in hvaležnost za vse, kar se je zgodilo in dol pač odideš res v tistem stanju umirjenosti in tisto, ko lahko rečeš, da si ti to tisto, kar si. Kot da doživiš to izkustvo tiste biti. Meni se zelo podoben dogaja, recimo, če so kakšne težje preizkušnje v mojem življenju, potem pa enostavno si rečem, ok, pustimo zdajle, ne bomo nič reševali, zato ker v tem stanju, v katerem sem, enostavno ne morem nič narediti in grem hoditi. In ko dovolj dolgo hodim, to ni 5 minut, ne, to je malo dalj časa, pa predvsem vidim zelo preč od ljudi, globoko v naravi, se kar začnejo moje misli čisto drugače zlagati skupaj in ko pridem nazaj domov, imam ideje, kako bom stvari rešila. Tako se strinjam. Ja, popolnoma energija se zamenja, popolnoma sveže misli pridejo, sveža energija, ki pa je uporabna, tista kreativna energija, ki jo rabimo, da lahko udejanjimo pač stvari, ki si jih želimo. Ja. Rekla si,
da preden greš, včasih čutiš to notranje neskladje, kaj je tisto, s čim se soočaš, da mogoče naredimo za naše gledalke in gledalce majčkeno bolj otipljivo, kaj je tisto, kar se dogaja, da rabiš je prevetriti. Jaz se v bistvu že od otroštva ubadam nekako s tem manjvrednostnim kompleksom, pa zelo veliko socialno anksioznostjo. In včasih to postane do te točke tako zadušljivo, da postanem nemirna sama s sabo in v tisti situaciji dostikrat nisem vedela, kaj narediti. Vedno sem iskala pač, s katerimi prehranskimi dopolnili si lahko pomagam, neke te zunanje stvari, kako mi bo to ublažilo, ampak sem videla, da stvar ni v tem, da iščem pač v zunanjem svetu, da bom mogla sama pri sebi ugotoviti, kako se tega lotiti. Potem sem pa poskušala z raznimi meditacijami, ampak tudi ta stvar ni funkcionirala, ker se ne morem samo usesti dol in sedaj pač, ko pride vse to na površje, se bom pa nekako umirila s tem, pomirila in ukvarjala. In sem dojela skozi čas, da sem zelo človek, ki rabi vse skozi gibanje. Skozi dotik, skozi gibanje, skozi ples. Tukaj je pa pač spet ta moja stalnica narava, da se res odpravim na te dolge sprehode, na te malo težje izzive, mogoče, ko je treba malo več višincev narediti. In tam imam pa jaz tisti manevrski prostor za predelovanje tega, da lahko zrem v svoj lastni strah in vidim pač, da so te stvari v bistvu čisto odveč, da me pomiri pač, da spet začutim svoje telo, varnost, da pač najdem ta svoj stik s sabo, ki pač med ljudmi, pa tako, če pač je treba biti v mestu, pa to se dostikrat nam malo zamegli percepcija in in se znamo kar malo izgubiti v takem svetu, in potem pač postanejo pač misli preveč begajoče in se pač malo lovimo, tudi pač razne vrtoglavice lahko pridejo, pa to, tako da potem se poskušam spomniti pač tega, kar sem doživela v naravi, da to pač prenesem vsak dan. Drage gledalke, cenjeni gledalci, po oglasih midve nadaljujeva z najinim pogovorom. Zelo pomembno je, tako kot si rekla, da vsak najde način, kako pride v stik s svojim notranjim bistvom, kako se lahko s seboj pogovarja, ker od zunaj je v glavnem samo šum. In karkoli od zunaj pride, nas vodi v distrakcijo. Šele ko pridemo v stik s seboj, lahko začnemo živeti svojo kreacijo. In tako lepo si povedala, ja, jaz sem najdla, da je to za mene narava, da je hoja tista, ki mi pomaga to energijo do te mere sprostiti, da se soočam s svojimi mislimi, s svojimi strahovi. Pa me zanima, ali so zdaj te strahovi potem sami od sebe odidejo, ali ti tudi v glavi narediš kakšen shift, ko začutiš te strahove, ko prideš v stik s temi strahovi. Rekla si, da imaš anksioznost oziroma si jo imela v preteklosti in da si se zdaj naučila, kako to reševati. V bistvu se zgodi kar samo od sebe, s tem, ko se energija zamenja, se pač zamenja tudi moja miselnost. In dostikrat jaz pravim, da te stvari sploh niso v domeni mene, ampak kar pridejo pač od vesolja. In sem na koncu samo hvaležna za to in poskušam pač te stvari udejanjiti. In tudi vidim pa skozi kreiranje pač teh svojih makrame kreacij, kako mi to pripomore, da grem tam lahko še globje v to meditacijo in vse te stvari, vsa ta miselnost, ki se je zgodila, jo potem tam stabiliziram in ponotranjim.
ker pač tisto pa pol ni dol, da se samo usedem pa diham, ampak pač dejansko so spet uporabam roke in kreiram zraven, ampak je pač isto to moj način izražanja, pač način moje meditacije, a ne, da se te stvari res usedejo, pa da čim več odnesem pač od vseh teh izkušenj, ki jih prejemam v naravi. Ja, makrame je dejansko, ali pa te tudi ročne spretnosti, lahko recimo štrikanje, kvačkanje, risanje mandal, vse to je globoka meditacija, ko se človek dovolj poglobi v to, kar dela. Če je zraven še ena distrakcija, pa nekaj narediš, pa imaš že spet nekaj drugega, pa še nekaj drugega, pa tako naprej, se ne moreš poglobiti. Ampak ti se tlele poglobiš v sebe in iz sebe ustvarjaš. Kako ti to uspe oziroma kaj tudi svetuješ našim gledalkam in gledalcem, kako lahko skozi ustvarjanje pridejo do svojega bistva? Jaz bi predvsem rekla, da sigurno na tak način, da skozi ustvarjanje si prisluhneš, si zaupaš, kam te vodi samo ustvarjanje. Tudi če mogoče sprva tebi ni všeč, kaj delaš, pa to, da samo spustiš, da ta energija teče čez tebe, da vidiš, kaj te ima to pravzaprav za naučiti, ne. Tako da, ja, sigurno pač ta iskren pristop, pa ta avtentična energija, ki jo imaš v stiku pač z materialom, katerega uporabiš, s katerim boš ustvarjal. Verjetno skozi ustvarjanje prideš v stik tudi s kakšnimi svojimi omejujočimi prepričanji ali pa vrednotami, identiteto. Kako to, mogoče en primerček, jaz vem iz svoje izkušnje, pač jaz ne uporabljam teh ročnih del, ampak jaz imam meditacijo, Vitalis vaje, ko pridem v stik, si rečem, ne, kaj se meni noter po moji podzavesti vala, in ko se potopim, ko se poglobim v čutenje te energije, ji dovolim, da steče in potem pridejo uvidi, kako je pa to pri tebi? Pri meni je pa v bistvu tako, da se to vozličkanje, te makrame vozli zahtevajo res polno koncentracijo od tebe. In s tem, ko zahteva od mene polno koncentracijo, mi niti ne dovoljuje, da mi misli begajo kamorkoli drugam in sem avtomatsko me pač vrže v eno tako stanje flowa, jaz temu rečem. In dostikrat se tudi zabriše to pač med ustvarjalcem in samim ustvarjanjem, ne. Ker pač zginejo vse stvari in samo tam sem in vse, kar se kreira samo od sebe. Ne dovoljujem tej energiji, da me vodi in pelje, in to je vse, kar se zgodi. Je pa pač tako, sploh pri ustvarjalcih, mislim, da je to zelo pogosto, ko poznamo še nekoga, ki se ukvarja s podobnimi stvarmi, pa če si malo bolj prisoten na socialnih omrežjih, se zelo rad primerjaš, ne, pač kako pa drugi delajo, kako drugi ta stanja dosegajo, kako drugi lahko speljajo ven pač razne oblike, pač kako ponotranijo vse te stvari, ampak sem videla hitro pri sebi, da če se bom ujela pač v te zanke, da potem da ne bo stekla ta energija in da ne morem začeti, ko se usedem dol s tem, da si sploh zadam, kako bo nekaj šlo, zaradi tega, ker v resnici ni to popolnoma pod mojim nadzorom, ampak da pač takrat vedno vse ugasnem, kakšno muziko si kdaj prižgem, ali pa zdajle, ko so pač malo bolj toplejši dnevi, ker vzamem s sabo pač ves material in grem pač ustvarjati v naravo. In sem tako odmaknjena od vsega tega balasta, ki ga v bistvu ne potrebujem, in si samo zaupam svoji intuiciji pač in ji sledim, da me pač vodi. Tudi ko začnem z ogrlico, naprimer, ko izberem kristal, jaz nikoli na začetku pač ne vem, kaj bo dejansko z tega nastalo, a ne. Pač nisem ena tistih, ki eni si pomagajo s tem, da si malo skiksirajo, narišajo. Jaz sem to na začetku poskusila, pa sem videla, da to ne bo moj način, ampak da je mogoče pač, če se res povežem s kristalom, da si dovoljujem ta čas, tistih 10-15 minut, da ga začutim, kakšna je njegova energija, kam želi, katere odtenke si želi izbrati. Se vem, to se morda ful čudno sliši, ampak pač dejansko je zelo naravno.
Dejansko je tako, da pač jaz kar pustim pač to izbiro v bistvu kristalu, pač kam me narekuje in potem pač vzamem tiste 2 odtenka ali pa včasih je samo 1 odtenk in pač naredim to najprej makrame srajčico in potem zaupam, pač prav vprašam kdaj včasih na glas, kakšno oblikico si želi, v kaj bi bil rad obdana, ne. In potem pač samo sledim temu toku in pač zaupam pač procesu tem vozličkanjem in na koncu sem tudi jaz včasih pač presenečena, kaj je nastalo, pa ne tako, da bi pač bila ful v tem, da bi bila ful navdušena, ker pač še vseeno ta manjvrednostni kompleks nikoli ni dovolj zadovoljen in pač perfekcionizem, kaj bi potem lahko še drugače naredili, pa to se pač vedno ta potem na koncu glasi, nikoli ne moramo biti čisto zares zadovoljni s tistim, kar smo naredili, ampak vidim pa tako pač, da je neverjetno to, da pač ne pride iz mojih misli, kaj si jaz zadam in kaj bo nastalo, ampak da je res nek vir od zunaj, komu dovoljujemo, ko to začutimo, da steče skozi nas, da se pač ta reakcija enostavno pač sama od sebe ustvari, da smo mi kot nek posrednik pač te energije in to mi je tisto najlepše, kar se zgodi v bistvu pri vseh kreacijah. Saj po mojem je podobno pač tudi z ostalimi ustvarjalci, no, da pač črpajo pač iz tega glavnega vira, iz katerega smo mi pravzaprav ustvarjeni, a ne. Drage gledalke, cenjeni gledalci, po oglasih bova nadaljevali z najinim pogovorom, vmes pa lahko prevzamete posebno darilo, ki sem ga za vas pripravila na www.bisernica.si/darilo. Moč moje energije. Naj vam to darilo služi pri ustvarjanju vaše dobre energije. Po oglasih pa nadaljujeva s pogovorom. Omenila si manjvrednostni kompleks oziroma ta perfekcionizem, da nikoli ni dovolj dober. To se sooča ogromno ljudi s temi občutki. Kaj ti takrat narediš? Ti že narediš makrame, pa tisti uleti noter, tista misel, da ne vem, kva ni dober. Kako ti to potem upravljaš s to mislijo? Jaz recimo, ko nekaj delam, pa da se vključi ta misel, da ni dosti dober, se ustavim, naredim malo pavze, počakam, fajn zadiham, naredim kakšno Ivitalis vajo, zato da se majčkeno odmaknem od tistega, kar sem delala, potem grem pa nazaj, pa vidim, a je res že vse narejen in če začutim še kaj narediti, drugače pa smo zaključili. In tudi to je moje vodilo, da tudi če je kdaj kakšna napaka, bomo naslednjič izboljšali. Ker tukaj nismo zato, da smo perfektni, ampak predvsem zato, da doživimo tok energije. Kako je zdaj to pri tebi? To si zelo lepo povedala, tako da s tem bi se lahko kar poistovetila pa strinjala. Ja, predvsem to zavedanje, da tukaj nismo zato, da smo perfektni. To se dostikrat poskušam spomniti na to, ko pač pride do teh misli. Si pa tudi dovolim občutiti to stanje, da nekaj časa sem v tem stanju, da ga podoživim z vsem svojim telesom in da sama v telesu začutam, kdaj je pa enostaven dovolj, da rabim pač to vršiti preč. Da namenim pač ta trenutek temu, zaradi tega, da ne bežim stran od tega, ko se začne pač vsa ta samokritika, pa kako bi mogla nekaj drugače, pa pač konstantno to primerjanje, pa to. Zaradi tega, ker če samo bežim stran od tega, potem to v bistvu nekam prelagam in se bo drugič to pojavilo v še večji meri nazaj, ne. Je pa tudi tako, ja, da potem poskušam, s čimer se ukvarjam, pač za trenutek vse odložiti, potem pa bodisi se odpravim na sprehod, dostikrat se pa samo doma uležem na tla, zato da pač s celotnim telesom začutim pač površino, da se prizemljim, da se distanciram od teh svojih misli in da se zavedam v bistvu, koliko niso pomembne,
pa vprašam se predvsem, ali je to pač sploh uporabno zame, a ne. In potem na koncu vedno znova ugotovim, da pač to so zelo neuporabne misli in se samo nasmejim in pač potem nadaljujem naprej. Pač ko vidim, da je bil to vse pač nek programček v glavi, ki je pač na čist podzavednem nivoju in se ga nisem pač v tistem danem momentu zavedala in sem prijela zanj in da je to pač popolnoma odvečja. Da je toliko bolj pomembno tisto samo izkustvo, ki ga imam, naprimer preko ustvarjanja, pač preko izkušanja samega življenja in da stvari se morajo zgoditi tudi imperfektne, zaradi tega, da nas nekaj naučimo, da lahko imamo te izkušnje, a ne. Pač, tako da to je tako konstantno piljenje ali pa oblikovanje gline, pač, da spoznavamo sebe pač preko tega. Ja, je mi zelo všeč, kako si rekla, ja, da se soočimo s stvarmi, da dovolimo, da so, da začutimo tisto vibracijo, pol pa ta vibracija v bistvu, ko jaz jo jemljem tako kot tega naughty child, en tak nagajiv otrok. In če jaz temu nagajivemu otroku ne dam nobene pozornosti, ja, bo samo še slabš, bo samo še bolj čudne stvari počel v neprimernih trenutkih. Tako mu pa dam pozornost, nekaj časa, pa rečem, no, zdaj greva pa tole delati. Jaz se z mojim notranjim otrokom tako kar tako čist po človeško pogovarjam. Zato, da lahko naredi kakšne korake naprej, da dojame stvari, se konec koncev. Mi lahko v svetu delujemo samo toliko napredno, kot je naš notranji otrok že dozoril. Se strinjam, ja. Ja. Pa tudi zdi se mi pomembno, pač, da znamo iti v te globine teme, ki jo ima pač vsak znotraj sebe, da raziščemo, ker edino skozi pač te naše temnejše kotičke lahko zavestimo, pa pridemo pač do svetlobe. Pač sem tega mnenja, da v bistvu ni druge poti, kakor da gremo skozi to. Da spoznamo tudi te dele sebe, ki nam morda niso lih najbolj všeč, in jih sprejmemo in da je pač to celota, pač da se temu reče življenje, a ne. In pač to da na koncu tudi neko pomirjenost s tem, kar je, pač, da vsi ti procesi, ki se odvijajo, pač da vse to je na koncu okej, a ne. Ja, in skozi vozlanje je možno priti resnično v globino, zato točno tako, kot si rekla, ker se čist umiri, ker si popolnoma fokusiran na tisto, kar delaš. Ker vse ostalo, takoj, ko nas vrže ven iz tega fokusa, smo že podvrženi raznim energijam, ki mogoče želijo vstopiti skozi nas in delovati na neprimerne načine. Ti tudi vodiš razne delavnice, kako pa do tega stanja svoje udeleženke teh delavnic pripelješ? Meni je predvsem pomembno na mojih ustvarjalnih krogih to, da se mi kot ženske res začutimo pa povežemo med sabo. Zelo ne maram tiste vloge, da sem jaz tista, ki poučuje in predaja neko znanje naprej, ampak da same pri sebi odkrijejo ta potencial pač te seksualne, kreativne energije v bistvu, ki pač vsaki izmed nas prebiva in da si samo zaupajo in dovoljujemo temu procesu pač, da se izrazi. Tako da pač dam neka navodila, ne pa pač skripta, katero lahko sledijo, pač, da vejo nek potek pač te makrame tehnike, ampak se še čist nikoli do zdaj ni zgodilo, da bi kjera to rabila uporabiti ali pa kakorkoli. Enostaven se pač ta skupna zavest toliko močna naredi, da enostavno pač stvari stečajo. Pač s tem, ko pač pridejo v neko sproščeno in v umirjeno okolje in odpremo tudi naše pač take globje dele sebe in si pač podelimo stvari, ki jih ženske predvsem res rabimo slišati, pa biti slišane,
se pač odvije skozi proces kreiranja pač tudi sama vozelarija in moram reči, da prav perfektno ustvarja svoje ogrlice. Jaz sem toliko ponosna na njih, pač mi je res nekaj najlepšega pač opazovati, kako to lepo steče tudi skozi druge, ker pač sami preko sebe, a ne, kako pač teče ta energija, je to dostikrat na nezavidnem nivoju. Ko pa opazujemo ostale, ko kreirajo, kako se to dejansko odvija pred našimi očmi, je pa pač popolnoma fascinantno, no. In to, kar si omenila in povezala seksualno kreativno energijo, ker seksualna energija je dejansko kreativna energija in skozi stoletja je bila čist zatrta. Ja, in to se zelo pozna. Ja, in zdaj, hvala Bogu, je prišel čas, ko se to prebuja, zato ker ustvarjanje otroka mora biti ta energija prisotna za novega bitja, ampak je ta čist enaka energija mora biti prisotna pri ustvarjanju česarkoli. Tako je. Kako jo ti zaznavaš? Ja, definitivno pač si dovoljujem, pač da imam čim bolj odprt ta kanal, ker včasih pač ni bilo tako, da se čim bolj povezujem s to, pač sploh kot ženska, s to svojo seksualnostjo. Mislim, da je kar pri vseh ženskah lahko zelo pogosto, saj iz sebe lahko izhajam, da je definitivno pač maternica in srce tisto, kar se mora med sabo povezati. In ko jaz dovoljujem iz te korenske čakre, ki se pač nahaja pač spodaj na spolne korenske čakre, da pač se res akumulira tam ta energija in da dovoljujem to protočnost ali skozi gib premikanja maternice, skozi ples, skozi senzualen ples, skozi doživljanje erotike narave. Jaz dostikrat rečem, tudi pač sem zelo povezana s tem, pač se začne ta energija nekako bildati, nabirati in jo spuščamo skozi telo, da sploh pride v srce. Srce je pa itak, mislim, roke so pa itak podaljški našega srca, ne? In se skozi to pač preteče pač potem ta naša kreativna energija. Odlično, odličen ta zaključek tega, kako prebuditi to svojo ustvarjalno energijo. Mogoče samo še za povzetek vsega, kaj bi svetovala našim gledalkam in gledalcem? Ja, sigurno to, da vsak izmed nas goji v sebi, pač vsak izmed nas ima v sebi to ustvarjalno energijo, da naj se jo ne bojijo raziskati, da naj se ne primerjajo z drugimi, pa da je pač avtentičnost tista pa naša lastna intuicija, kateri moramo zaupati, da nas vodi. In jaz verjamem, da ima vsak izmed nas čudovit dar za ponuditi svetu, tako da je vredno raziskovanja in podajanja po tej poti. Draga Leja, najlepša hvala za tvoj obisk v studiu. Cenjene gledalke, cenjeni gledalci, vas pa vabim, da na www.bisernica.si/darilo prevzamete moje darilo za vas, moč tvoje energije, in se vidimo v naslednjih oddajah. Moj odnos do zdravja. Lepo pozdravljeni.